Gospod Mahnič, najprej, ali ste resno mislili z napovedjo ustanovitve urada za deportacijo ilegalnih migrantov, če bo SDS v opoziciji in bo oblikovala vlado? Najprej dober večer vašim gledalkam in gledalcem. Seveda sem mislil resno, kajti jaz sem politik, ki povem direktno in ne govorim na pamet. Urad za deportacijo oziroma deportacijo ilegalnih migrantov, to ni nič novega. Mimogrede, jaz sem to predlagal že lansko leto poleti, pa ste očitno spregledali. Zdaj pa, ko jo tudi v Evropi prihaja do tega, danska socialistična vlada je napovedala, da bo začela z deportacijami ilegalnih migrantov. Potem je nemški kancler to napovedal 2 meseca nazaj. Sedaj o tem govori že grški premier Mitsotakis. Je čas, da tudi v Sloveniji rečemo, da je temu dovolj. Danes poslanska vprašanja, številke, ki so bile, to je bilo pod črto potegnjeno celoten mandat. Tretja Janševa vlada, 38 tisoč ilegalnih migrantov, Golobova vlada, 155 tisoč. In tisti, ponavljam, tisti, ki so v našo državo vstopili nezakonito čez prečkanje naše državne meje, ali pa so zaprosili tukaj za azil in prihajajo iz varnih držav, te ljudi je potrebno deportirati, kajti varnostna situacija v Sloveniji se pod Golobovo vlado slabša. Se strinjate s tem? Spoštovani državljanke in državljani, v nekem trenutku se politično obmetavanje konča in v nekem trenutku se začnejo tiste najhujše posledice za ljudi. In vsi vemo, in tega kolega Mahnič niti ne skriva, da gre za podoben urad, kot ga v Ameriki vzpostavlja oziroma ga propagira Donald Trump. Zdaj, če pogledamo cifre, oziroma še opravičujem slike. Renée Nicole Good, 37 let stara mama 3 otrok. Nekaj tednov nazaj ameriška državljanka, brutalno ubita v Minnesoti. 5 let star otrok, Liam Ramos, je bil od deportacijskih agentov zadržan več dni. In ne vse zadnje. 37 let star Alex Preti, pred parimi dnevi oziroma parimi tedni, medicinski brat, ubit na protestih, ameriški državljan. In za to gre, državljanke in državljani. Ko bo prišla vlada za Janše, če bo ustanovila urad za deportacije, ne bo šlo za ilegalne migrante, šlo bo za manjšine. Šlo bo, tako kot gre v Ameriki, za tiste, ki se s sistemom ne strinjajo. Šlo bo, kot so pred 15 leti dejali, morda bo šlo za trenirkarje, morda bo šlo za to manjšino, za drugo manjšino, za politične nasprotnike. V Ameriki deportacijski urad strelja in pobija lastne državljanke in državljane. In to smo danes, napoved tega, smo danes videli v Sloveniji. Zdaj, če je kdo v Sloveniji velik oboževalec Amerike trenutne in pa predsednika Donalda Trumpa, sta to predsednik vlade Robert Golob in pa njegova žena Tina Gaber Golob. Takole sta lansko leto v zasedi pred straniščem čakala predsednika Donalda Trumpa in se z njim veselo slikala in pa kramljala. Prejšnji teden, ko je bila pa premiera filma Melanije, pa je premierjeva žena Tina Gaber Golob takole se v bistvu preko umetne inteligence spremenila v Melanijo in to objavila. Torej, one dva očitno nimata nič proti temu. Tisto, kar me pa žalosti, je, poglejte, kakšno mnenje ima kolega Žavbi o slovenski policiji. Jaz sem žalosten, da on govori, da bo slovenska policija, ki, kakor se jaz spomnim, v svojem obstoju ni nikogar ubila, pa so bili takšne in drugačne akcije, govori, kako bo pobijala ženske, kako bo pobijala otroke. Takšno je vaše mnenje o slovenski policiji, ki jo v Slovenski demokratski stranki podpiramo. Dekleta in fantje so strogo profesionalni in nikoli ne bi počeli takšnih stvari, kot jih počnejo v Ameriki in ki jih jaz osebno obsojam. Kolega Žavbi, nima samo Amerika enot, ki deportirajo ljudi. Imajo jih tudi v Evropi, tudi evropske države izvajajo deportacije in jih bojo še pospešeno izvajale in teh problemov v Evropi ni. Ne gre enačiti naše policije z ameriško policijo. Spoštovani, na tej točki je prelomna točka volitev. Jaz razumem, da obstajajo v naši državi ljudje, ki ekonomsko koketirajo s tem, da bodo volili desnico. Ampak na tej točki se ekonomsko koketiranje konča. Slovenski narod je bil v svoji zgodovini večkrat v manjšini, zatiran od večjega. V svetu, v katerem se vse
kjer se manjšine poskuša pobijati, bo prišel nekdo večji, ki bo poskušal pobijati tudi na Slovence. In kolega Žan Mahnič, to kot nekdo, ki je deklamiral pesmice na partizanskih proslavah, ko je bil otrok, to še dobro ve. Če ne drugje, je slišal tam. Poglejte, to, kar govori kolega Žavbi, ne gre nič za drugega kot podcenjevanje slovenske policije in pa nevedenje o tem, ni pač član odbora za notranje zadeve, kaj se dogaja druge po drugih državah glede migracij. Govori, zdaj je rekel, govori o obstoju slovenskega naroda. Kako lahko govorite o obstoju slovenskega naroda, ko pa ste v 4 letih v državo ilegalno spustili 155 tisoč tujcev? Kje so, ne vemo. Kam so šli, ne vemo. Ali so v Sloveniji, ali niso. Kako lahko govorite o obstoju slovenskega naroda, ko ste za tujce v samo 4 letih namenili 185 milijonov evrov? To je socialni turizem. Podpirate lenuhe, ki ne želijo delati. Socialno podporo je treba dati slovenskemu državljanu, ki ne more delati, pa ni sam kriv, da ne more. Takemu je treba pomagati. Tistim, ki pa izkoriščajo socialno državo, med katerimi je tudi teh 155 tisoč ilegalnih migrantov, tem je pa treba zapreti pipe. In zato, še enkrat poudarjam, je potrebno začeti z deportacijami na razumen, predvsem pa human način. Ne na tak način, kot to počnejo v Združenih državah Amerike, ampak na evropski način, kot to počnejo tudi druge evropske države. Govoriti, da ilegalne migracije niso eden ali osrednji problem evropske celine, bi bilo naivno ali neumno. In to je danes ponovil tudi predsednik vlade v Državnem zboru. Je pa dejstvo, da se mora migracijska politika uveljavljati in bolj restriktivno voditi na ravni celotne Evropske unije. To je dejstvo. Je pa zelo zanimivo. Že v Ameriki obstajajo ogromni odkloni od Trumpa. Zdaj gledamo, zadnje mesece so tako imenovani special elections, kjer se glasuje o tem ali oni funkciji na državni ali na federalni ravni, pa so vsi v najbolj, bom temu rekel, republikanskih središčih so glasovali proti politikam Donalda Trumpa. In grozno je, da se cel svet odmika od politik Donalda Trumpa, odmika in obsoja to, kar se dogaja. Slovenska SDS, ampak bom o tem rekel ne celotna SDS, ker jaz vsem mislim, da je znotraj SDS-a še kdo, ki je proti tej retoriki Žana Mahniča. Žan Mahnič pa uporablja in podpira retoriko, ki jo večina republikancev v Ameriki več ne podpira. To seveda ne drži, če je kdo navdušen nad trenutnimi politiki Donalda Trumpa, sta to Tina Gaber Golob in pa Robert Golob, ki si ga čakata pred WC-em, da se z njim slikata. Glejte, mi imamo v Washingtonu, v Združenih državah Amerike, odličnega veleposlanika, Iztok Mirošič. V SDS-u ga takrat nismo podprli, ko ste ga vi imenovali, danes bi ravnal drugače. Dajte ga, kolega Žavbi, kdaj poklicati. Ko sem bil decembra v Washingtonu na zasedanju Zveze NATO, sem imela kar dolg pogovor o tem, kaj se v Združenih državah Amerike dogaja. Dejal mi je, da ima Slovenija popolnoma izkrivljeno sliko. Da pa on pač nima prostora v medijih, ker če bi povedal resnico, kaj trenutno je v Ameriki, verjetno bi bil strani vladajoče koalicije takoj zamenjan. To je prvo. Drugo, tisto, kar jaz opozarjam in kar se meni zdi problematično, so številke. V času naše vlade 38 tisoč ilegalnih prehodov meje, v času vlade 155 tisoč. Pa veste, zakaj je številka tako visoka? Kaj je Robert Golob naredil takoj na začetku mandata? Dejal je, podrli bomo ograjo na meji. In so jo podrli. In potem je dejal, ilegalne migracije bomo naredili za legalne. In s tem je v bistvu odprl na široko vrata naših meja za ilegalne migrante in jih še dodatno sedaj financira. Še replika, pa gremo na obstrukcijo. Od leta 2015 naprej, ko Donald Trump izvaja svoj pohod nad institucijami v ameriški državi, še Žan Mahnič hodi od njega pridno učiti v Ameriko in pač zdaj poskuša svoje prijeme uvajati tudi v Sloveniji. Tega ni storil prvič, to je storil že večkrat do sedaj. Ta trenutek, ko smo dober mesec do volitev, se moramo vsi Slovenke in Slovenci zavedati, 22.3. je dan D. En dan po 22.3., če bo to prišlo na oblast, bo Slovenija, kot jo poznamo danes, konec.
Slovenke in Slovenci bodo imeli 22. marca preprosto izbiro, ali bodo obkrožili SDS in s tem bomo zavarovali meje in končali ta socialni turizem, ali pa bodo volili vas, s tem pa višje davke, nižje plače, predvsem pa še več ilegalnih migrantov in pa še večje financiranje za njih. Ampak povejte mi, zakaj je SDS danes obstruiral sejo državnega zbora, ko so se volili trije ustavni sodniki, guverner Banke Slovenije in pač varuhinja človekovih pravic? Zaradi tega, ker smo v SDS-u predsednici Nataši Pirc-Musar oktobra rekli, da po oktobru mi ne bomo več sodelovali pri glasovanjih za tako pomembna imenovanja. Moje vprašanje je, tem trem ustavnim sodnikom, ki so trenutno še tam, in jih bodo ti trije novi zamenjali, oziroma ta tretja, ko še bo, mandat poteče po 22. marcu, po volitvah, se pravi, bi jih lahko imenovala nova sestava državnega zbora. Pa se jim je mudilo, seveda zato, da so lahko imenovali 3 levičarske sodnike, ki so jih oni izbrali. Enako je z guvernerjem Banke Slovenije. Mi smo se držali tega, mi smo predsednici rekli, mimogredene, sej naši glasovi na koncu, ko se koalicija odloči, niso ključni. Mi smo rekli, ne zdi se nam politično higienično, da bi ob koncu mandata imenovali ljudi na tako pomembne funkcije. Naj to naredi nova vlada, ne glede na to, kakšne barve oziroma politične orientacije bo. Kaj pravite na ta očitek? Jaz, ko poslušam te očitke, razumem, da je to intenca po spremembi ustave, da bodo kolegi v SDS-u rekli, da mandat ne traja več 4 leta, ampak 3 leta pa pol, ali pa da traja 3 leta pa pol, zadnjega pol leta pa pač nisi več efektivno v odločilni vlogi. Jaz mislim, da so bili vsi ti kandidati, ki smo jih danes podprli, dobri. Konec koncev so bili to dober kompromis, no vse zadnje varuhinje človekovih pravic ne bi mogli potrditi brez sodelovanja opozicije, za kar se opozicijski stranki Nova Slovenija danes zahvaljujem. Jaz mislim, da smo dobili dobre kadre, ki bodo popolnili ta mesta, ki so bila predolgo časa prazna. To kritiko sprejmem na sebe, mislim, delno sprejmem na sebe. In argumenti, da ne bi smeli imenovati ustavnih sodnikov zdaj, so popolnoma deplasirani. V zakonu jasno piše, pol leta preden poteče mandat, mora lahko predsednica začne, oziroma predsednik republike s postopkom evidentacije, in pač ta predsednica je to naredila popolnoma v skladu z vsemi svojimi zakonskimi roki in vedno se imenuje ustavne sodnike tako, da v trenutku, ko prejšnjemu ustavnemu sodniku poteče mandat, da je že imenovan njegov naslednik. Spremljate te argumente? Ne, seveda, da ne, ker je v bistvu kolega kontradiktoren lastni stranki. Spomnite se, kaj je takrat Robert Golob govoril še v času predvolilne kampanje 2022. Pozivam vlado, da ne sprejema nobenih pomembnih odločitev, ker vse, kar bodo zdaj sprejemali, mi bomo to razveljavili. Nekatere stvari so potem celo udejanjili. Več kot 1 leto dni smo bili brez guvernerja, brez varuha človekovih pravic. Pa ni bil noben problem, ker je šel za ta ping-pong med predsednikom, premijerjem Golobom in predsednico Pirc-Musar. Sedaj so se pa pač poenotili, ker so videli, mogoče pa res pride desna vlada in ne bomo mogli zacementirati levičarske večine na ustavnem sodišču. Samo za to je šlo. Je šlo res samo za to? Pa končamo. Popolno neznanje je kolega pokazal, da v tem trenutku ustavni sodniki niso bili v nobenem trenutku pač spor ping-ponganja. Pač bili so redno imenovani. Kar se tiče pa varuhinje človekovih pravic, pa je bila imenovana s podporo opozicijske stranke NSI. Tako da spet bila je enkrat prej že en krog, takrat NSI, takratne kandidatke ni podprl, zdaj jo je. Torej jaz ne vidim, kje je tle težava. Najlepša hvala obema, da sta bila naša gosta. Hvala za vabilo. Najlepša hvala.